Lepo pozdravljeni. Zakaj se pari sporazumevajo v šifrah? Česa se možje najbolj bojijo? Kaj žene najbolj pogrešajo? To so vprašanja, ki jih zastavlja knjiga Ljubezen in spoštovanje ameriškega avtorja Emersona Egeriča. Zapleten jezik ljubezni dr. Egerič razplete s preprostimi besedami razumevanja drugačnosti in sprejemanja različnosti. Društvo za živi življenje je slovenski prevod izdalo leta 2012 in od takrat je seminar Ljubezen in spoštovanje obiskalo že več kot 250 parov. Z voditelji seminarjev smo se pogovarjali o tem, kako pomembno je, da se v skrivnostih uspešnega skupnega življenja izobražujemo in tako obogatimo svoje zakonsko in družinsko življenje. Ta tečaj dejansko se je sledilo dogodke, ki smo gostovali v leta 2013 tu v Sloveniji z avtorjem knjige Ljubezen in spoštovanje. Ko smo brali njihovo knjigo, smo videli tudi, da imajo še več materialov in gradivo in sva skupaj z ženo razmislili, da en seminar je super, ampak pare potrebujejo neke kontinuitete, da imajo večkrat, da poslušajo nek rdeči nit, kateri jim pomagajo osvojiti mogoče novosti v svojem načinu razmišljanja, dobiti nek empatijo za partnerja in za njihove potrebi in nekaj časa, da se lahko naučijo neke nove navade z drugim. In smo mislili, da je tečaj eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko to omogočajo. Tako da, ko smo pogledali njihov materialov, poleg knjige in seminarjev v živo, smo mislili, da ta tečaj, ki traja to 8krat čez 4 mesece, res ponuja najboljših pogoj za spremembe, za novosti, za usvajanje nekih novih navad z drugim. In seveda sta takoj tudi vidva, ko sta začela voditi te seminarje, opazila, da so te potrebe pri nas kar velike. Ja, to je res. Sicer jaz mislim, da je to res kamorkoli gremo. Se vemo, da je partnerski odnos zakon ni glih enostavno. Vsi začnemo z nekimi sanjami, z upanje, da bo to trajalo za vedno in kmalu zatem ali za poroko ali v skupnem življenju začnejo stvari potem malo škripati. Manjka neko razumevanje za razlike, ki obstajajo med moški in ženske in takrat res potrebujemo potem pomoč. Dejansko odkot lahko se učimo o partnerskem odnosu. Ponavadi to vidimo doma, kaj smo imeli pred seboj, ko smo gledali svoje lastne starše. Drugače učenje od tam dalje se dejansko neha. In se mi zdi, da je potrebno res se obraževati na tem področju in imeti nek konkreten pomoč po poroki. Je fajn dobiti pomoč pred poroko, ampak je še fajn tudi imeti pomoč po tem. Ko pa se stvari mogoče ne grejo, kakor smo mi pričakovali in če lahko pride nekdo zraven in da nek pripomočke, da se lahko izboljša harmonija med pare, se mi zdi, je zelo dobro došlo. Barbara, kot je že Steve povedal, moški so drugačni, ženske smo drugačne in prav je, da to drugačnost tudi spoznamo in da se ji zavedamo. Tako je. No in to drugačnost spoznavamo na naših tečajih, kjer imamo 6 lekcij. Sicer ravno na prvi obravnavamo te različne potrebe, ki jih imamo kot moški in ženske. Ponavadi veliko konfliktov nastane ravno iz nerazumevanja teh potreb. Naprimer, mi se osredotočimo na 5 različnih potreb, ki jih imamo ženske, 5 moških. Naprimer, ena izmed naših ni nobena skrivnost, da je pogovor in nežnost. Recimo za moške je to občudovanje, pohvala, potrditev, spolnost in še ostale stvari. In govorimo o teh razlikah in ponavadi so pari prav presenečeni nad tem. In ko moškemu uspe zadovoljiti te potrebe ženske, se ona počuti ljubljena. In ko žena zadovolji potrebe moškega, se on počuti ne ljubljen, ampak spoštovan. Ker večina moških reče, saj jaz ne dvomim v to, da me ona ljubi. Ona je pripravljena vse narediti za mene, je krasna gospodinja, čudovita mati, res vse, ampak nisem prepričan, če me pa spoštuje.
Tako da že takoj na začetku poskušamo o tem govoriti, o naših razlikah, ker te različnosti so bile ravno tiste, ki so nas pritegnile drug drugemu na začetku. Potem tekom zakona pa bi kar radi spremenili partnerja po svojem okusu in tam nastanejo trenja. In ko ponovno ugotovimo, kakšen blagoslov je, da smo različni in kako se lahko končno lepo dopolnjujeva, namesto da pride do trenja med nami, potem kar zadihamo in zaživimo. In pari ugotovijo na tečajih, da so povsem normalni, da ni z njo oziroma z njim nič narobe, da tudi gospod tam ni ravno zgovoren vedno, ne? In da ni samo njegova žena tista, ki kar naprej za njim hodi in ga zaslišuje, ne? Ker ženske rabimo pogovor, ker se prek pogovora počutimo povezane z njim, zato gremo za njim in zastavljamo vprašanje čist zgolj iz te želje po povezanosti. No. Potem govorimo o naših vrednotah, ker če kot par nimamo določenih vrednot, na katerem stoji najin zakon, potem smo na zelo majavih nogah. In ta svet nam daje določeno podobo, kako bi morala izgledati najina zveza. Če ni na primer 99% romantična, potem je nekaj z nama narobe. In nekako odraščamo s to podobo, srečala bom ali pa srečal bom ta pravo osebo in bom srečna oziroma bom srečen. In če nisem srečna, to pomeni, da nisem poročena s ta pravo osebo. Torej moram iti še naprej iskati. In imamo nažalost pare, ki kar naprej iščejo ta pravo osebo. Redko kdaj se vprašamo, ali sem jaz tista ta prava oseba. Midva sva za ta seminar zvedela od najinih prijateljev. In seveda tudi zaradi tega, ker so oba dva terapevta, naju je zanimalo, kako ta seminar, ta tečaj poteka. In v bistvu je bila to tudi ena stvar, kam par pripelje, ne? Kje začne in kako globoko, kam ga pripelje, ne? Ker je to zelo pomembno. Velikokrat pari mislijo, ja, zdaj, ko se pa poročim, je pa vsega konec, ne? Kar pa je v bistvu šele začetek, ne? Takrat se začne delati in graditi na odnos. In se mi zdi ta seminar res tako fajn, tako bistven, da bi ga mogli res, čisto vsak par bi mogel iti na ta seminar. Vsak par je zelo, zelo pomembno za sam odnos. Morda se nam zdi nenavadno, ampak prav o partnerskih odnosih je potrebno, da se tudi izobražujemo. Ja, sigurno, da. In to, kar tale seminar, ne, ti v bistvu ti odpira neka nova področja, ne. Ja, meni je že recimo na prvi temi odprlo čisto neko novo področje in sicer prav spoštovanje, ne. Nisem vedela, kaj zdaj to pomeni, ne, kaj pomeni, kako naj jaz spoštujem svojega moža. Nikoli se nisem o tem spraševala in se spomnim, da sem ga kar vprašala potem, ko sva šla domov. In ko so se pogovarjali o tej temi, sem rekla, prosim, Luka, povej mi, kdaj bom nespoštljiva do tebe, pomagaj mi pri tem. In v bistvu sem bila tudi bolj pozorna na te stvari, kdaj sem bila nespoštljiva. In se mi zdi, da to je res neka zelo pomembna stvar, ker kaj je drugega kot svojega moža dvigniti v tem, ne? Ker to je ena ljubezen do njega, ne? Da mu lahko dam to spoštovanje. In ko vidiš sadove, si vesel. Večini moškim se je težko odpreti in žena pričakuje prav to. Ali se da tudi tega nekako priučiti? Ja, seveda se da, ja. In mislim, da se morate tukaj priučiti kar oba, ne? Tako moški na eni strani, da je pripravljen, da začne medskim brskati po sebi pa govoriti o tem, kaj vse najde znotraj sebe, kot tudi na ženini strani, da ga zna vprašati na način, da se ne čuti potisnenega v kot ali pa da nekaj brska po njem, da vleče iz njega, ampak da ga spoštljivo vpraša, ne? Ker če mu reče to, recimo, na način vedi, da te spoštujem takšen, kot si. Zelo mi pa pomenilo, če se lahko pogovoriva še o eni stvari, ki že dolgo čakam, da bi se lahko pogovorila. A lahko, si pripravljen? Je to čisto drugače, kot pa če pride žena že nervozna, živčna,
a boš dal tisti stavek iz sebe ali ga ne bo dal. Ne? In tisto se pa moški počuti tako, kot potisnenega, nekaj hoče od mene, pa sploh ne vem točno, kaj ne povem, da bo zadovoljna in potem začne se z njo ukvarjati, namesto da bi sebe vprašal, kaj pa v resnici je to v meni, da ne vem, ne znam dati odgovora, da se umaknem, da uskipim. A res ne obstaja mogoče še kakšna tretja rešitev? Tako da je na obeh, da se naučita te nove govorice, da jo spoštujeta in si rečeta, nič ni narobe, da govoriva različen jezik. Potrebujeva samo en dober program za prevajanje. Ja, in ta program v resnici je ta tečaj ljubezen in spoštovanje. Tukaj se da tudi to zelo dobro naučiti. Ja. Pomembno je, da se vprašamo, ali bo to, kar bom sedaj povedala, kar se želim pogovarjati, zvenelo spoštljivo, ali pa če je moški, ali bo to zvenelo ljubeče, ker problem ni v temah, katerih se pogovarjamo, ampak o načinu, kako govorimo z njimi. Tako da govorimo, da ni pomembna samo komunikacija, ampak tudi obojestransko razumevanje, da se naučimo prepoznavati jezik drug drugega. Potem ena izmed zelo ključnih tem je moj odziv je moja odgovornost in govorimo o prevzemanju odgovornosti. Seveda živimo na žalost v družbi, kjer ljudje niso pripravljeni prevzeti odgovornosti za svoje dejanja, ampak to prevzemanje odgovornosti se začne že na domačem terenu. Ne da krivim partnerje, ti si kriv, da sem jaz taka, ne? Ti si kriv, da sem se jaz jezila. Zdaj, ampak če se jaz jezim, to pomeni, da je nekaj v meni, ker iz srca prihajajo stvari. Tako da, ja, dotaknemo se zelo različnih tem, vse skozi, kot je Steve že omenil, se vije ta nit ljubezni in spoštovanja. In če se žena počuti ljubljena, potem bo izražala na nek način to spoštovanje, občudovanje, dala priznanje možu. In če bo mož to občutil od žene, bo povsem spontano ljubeč do nje. Vsak človek ima v sebi tudi duhovno dimenzijo. Če pa v tej duhovnosti človek verjame, da je na tisti drugi strani oseba, to je Bog, ki me podpira, ki se bori za mene, ki navija zame, za naju oba, ne, je pa to še toliko močnejše, da lahko narediva tudi midva en korak naprej v najinem odnosu. In kadar se je možno na terapiji pogovarjati tudi o Bogu, je to taka moč, taka spodbuda, taka opora, da je veliko lažje delati potem tudi na odnosu. To drži. Zato tudi dr. Egerič v knjigi sprašuje, ali ste res poskusili z molitvijo. Pogovarjajte se z Bogom. Neverjetno je videti, koliko ljudi reče, da razmišljajo o molitvi, to da nikoli zares ne molijo. Sveto pismo pravi, nimate, ker ne prosite.